Dober večer in dobrodošli v oddaji DM Live, novem načinu nakupovanja v živo s pomočjo aplikacije Moj DM. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in zelo sem vesela, da se tudi danes združimo in spoznavamo eno super temo iz sveta DM. Pravzaprav bomo danes tudi zelo aktualni, saj bo današnja tema upadala s trenutnim letnim časom. Govorili bomo o trendih jesenskega ličenja. In mislim, da ne bi mogli najti bolj primerne gostje, kot jo imamo. Nina Borazor, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena, Ajda. Hvala za to lep napovednik. Ful sem vesela, da sem tukaj z vami danes. Najlepša hvala, to se tudi čuti in jaz verjamem, da bomo danes ponudili en kup enih odličnih predlogov, sploh pa trikov in nasvetov, kako lahko nekako naredimo ta hit letošnje jeseni, ki je Cat Eye Look. Tako je. To je tudi eden od tistih videzov, po katerih ti rada posegaš kar tekom celega leta, je res? Res je, zato sem tudi danes mičkan bolj na Cat Eye Look, ker mislim, da je to res najbolj optimalen go-to make-up look, ker ne veš, kaj si dal gor, daš to in greš ven čez vrata in to je to. Mislim, meni je všeč tudi samo dejstvo, da bova res šli po korakih. Namreč ti si danes že pred najinim pogovorom naredila ta čudoviti jesenski videz na našem modelu Klari Evi, če se ne motim. In mi bomo danes torej pokazali korak po koraku, kako se je Nina spopadla s tem izzivom in pa predvsem predstavili tudi izdelke, s katerimi si je pri tem pomagala. To so tudi izdelki, ki jih bomo danes predstavljali v naši oddaji DM Live. Ne nazadnje, to so tudi izdelki, ki jih imate na voljo 40-kratnimi točkami v aplikaciji Moj DM. Kako točno lahko aktivirate kupone nekoliko kasneje, ampak absolutno vas že čakajo v kupon centru. Mogoče pa Nina midva zdaj za začetek poveva, kakšni so kaj trendi ličenja te jeseni. Jaz sem že omenila Cat Eye Look, kaj pa ostali trendi, ki bi jih recimo mogoče izpostavila? Mislim, da je trenutno ful bolj in glowy koža, rjavi, čokoladni nude odtenki na učkah, lahko pa tudi na usnicah, tudi bordeaux pride prav, sploh zdaj bo zima, jesen, tako da mislim, da so to ene take go-to barve. Povej mi še, kakšen videz je pa tebi najljubši za to sezono, ker vemo, vsi neki so trendi, ampak neki pa tudi tisti naš lastni pečat, ki ga dodamo in s tem nekako sledimo tudi sebi, kar je pa najbolj pomembno v življenju, a ne? Tako, jaz mislim, da se vedno držim teh nekih nude ali pa rjavkastih odtenkov in tudi ta Cat Eye, ki smo ga danes naredili, ki imam tudi sama gor danes, to je pač moj look, v tem se počutim najbolj sproščeno in najbolj ready. Mogoče še to bi izpostavila kakšen videz kot res univerzalen videz, ki ga lahko poustvarimo v vsakem letnem času, za skoraj da na vsako priložnost. Jaz mislim, da to, kar delamo danes, da je to ful univerzalno in da v bistvu vsaka gledalka, vsak gledalec lahko nekaj ven vzame iz tega, se pravi, uporabljali bomo res lep spekter rjavih in mislim, da lahko vsaka vzame nekaj ven iz tega. Ja, danes imamo res možnost poznavati vrhunske izdelke, tako da dobrodošli v naši družbi in kot sem že prej namignila, 40-kratne točke na vse danes predstavljene izdelke pripadajo tistim, ki boste aktivirali kupone. To naredite popolnoma preprosto, kliknete v aplikaciji Moj DM na razdelek kuponi, tam aktivirate, jaz bom rekla, kar vse kupone, ki so vam na voljo, ker vam to zagotovo prinaša res lepe ugodnosti. Poleg tega pa vas bomo tudi danes pocrkljali z lepimi darilčki, tako da nekako jutri ali pojutrišnjem bodo na spletni strani objavljeni nagrajenci. Aktualni paketki pa bodo seveda sestavljeni iz danes predstavljenih izdelkov, tako da zelo praktična zadeva, predvsem pa veliko krat se mi zdi, da sploh ženske rabimo malo tistega potiska, da se opogumimo, potem pa itak zadeva steče. Res je. Vem že recimo, če samo sklepam po sebi, težko je nekaj novega preizkusiti na svojem obrazu in danes bo idealna priložnost za to, ne samo zaradi lepih ugodnosti, ampak predvsem zato, ker se boš ti posvetila vsakemu koraku ustvarjenega make-up videza in nam razložila tudi, kje so tisti mogoče hakeljčki, kje bi šlo lahko mogoče narobe, ampak seveda s tvojo pomočjo in svojimi nasveti bomo ubrali tisto pravo pot in na koncu zablestelo v svojih najlepših jesenskih barvah. Točno tako. Drage dame, dragi gospodje, mislim, da je zdaj čas, da se posvetiva najini debati. Če boste imeli kakšno vprašanje, pa seveda vabljeni, da se nam javite v naši klepetalnici, na kakšno vprašanje pa verjamem, da odgovoriva tudi midve. Zdaj mogoče, preden vidimo prve korake, ki si jih zasnovala na našem modelu Klari Evi, kaj je posebnost tega videza, ki si ga ustvarila danes? V bistvu to, da bomo res se držali tega cat eye shape-a, se pravi zunanje V oblike, uporabljali bomo različna
rjavkaste barve in s tem tudi malo delali na intenziteti, se pravi, ali dodaš več temno rjave ali pa manj, odvisno, kaj te bolj všeč. Tako in pa za kakšno priložnost gre, a ne? Jaz nekako pravim tako, dober make-up je tisti, ki tudi sovpada s priložnostjo, a ne, ki jo pač imamo. Ali pa seveda gre lahko tudi za popolnoma dnevni look. Tako. Moram priznati, ti si danes res zelo lepo namazana. Se mi zdi en takšen videz, ki ga lahko človek ustvari za čisto vsak dan in za vsako priložnost. Res je. In tudi danes smo naredili en tak dnevni look, ki ga lahko v bistvu potem zelo hitro z neki koraki tudi upgradaš, kar bomo pa tudi videli. Poleg tega pa si tudi ti uporabila izdelke, a ne, ki mi danes predstavljamo. Prvi med njimi je paleta senčili za veke Visionary, Make-up Revolution in mislim, da si ti danes najprej začela prav s senčkami, ne s podlago. Tako je. V bistvu zato, ker se velikokrat zgodi, da ko nanesemo senčko, prah pade na naš obraz. In kaj se zgodi, če imamo mi že podlago gor, jo moramo obrisati, še enkrat nanesti in to je dvojno delo in kdo si v bistvu želi dvojno delo, a ne, ker se nam mudi. Tako da s tem se izognemo v bistvu in prikrajšamo s časom. Tako je, work smarter, not harder, ne, exactly. Bi lahko rekli. Kaj te je sicer navdušilo pri teh senčkah? A bi izpostavila še kakšno posebno stvar? Vem, da vizažisti imate zelo radi pigmentirane stvari, kaj ne? Res je. V bistvu meni je prvo mi je všeč tale spekter barv, ne? Zaradi tega, ker imamo različne nijanse rjave, različne podtone nijanse, je pa tudi mehna, kompaktna, vzameš jo sabo in se poigravaš z njo, kakorkoli želiš. Odlično si to povedala, jaz sem zdaj čist padla noter v te lepe odtenke, ki res ponujajo za vsakega nekaj, ampak preden se lotimo res teh lepih pigmentiranih senčk, mi povej, kako si ti začela z ustvarjanjem današnjega looka? Kaj si naredila, katere so bile prve poteze, ki si jih povlekla na obrazu Klare Lare? Najprej sem začela z svetlorjavo senčko, zato da sem lahko lepo začrtala ta cat eye shape, bom rekla. Nanesla sem na celo veko in se držala tega zunanjega shape-a, tako da smo v bistvu začrtali, kam želimo v bistvu sploh s čopičem iti in pa vedno rada svetujem, da se vsake toliko tudi odpre učke, da vidimo, kje je pregib naše veke v bistvu, ne. Rada vedno nanesem mičken višje, se pravi, zato ker sploh tako kot pri Klari Evi, ne, če imaš mičken povešeno veko in odpreš oči, ne vidiš v bistvu sploh senčila, ne, se pravi, če pa dvigneš mičken, potem, ko je pogled odprt, vidiš točno, kam si hotel iti. Ja, kako lahko s pravilno nanosom make-upa dejansko tudi spreminjamo linije našega obraza, ne? Ni čudno, da se vam reče tudi pravzaprav umetniki ličenja, a ne samo vizažisti. Zdaj, če pogledava še mogoče malo bolj odblizu to paletko, jaz sem res njo navdušena, vsebuje privlačno mešanico 15 mat in bleščečih odtenkov. Zdaj, če mogoče takole malo bližje pokaževa. S katerimi si ti danes ustvarjala? Jaz sem v bistvu ustvarjala z dvema in sicer s tole svetlorjavo in s tole čokoladno bordo barvo. Potem pri večernem looku sem pa uporabila še eno bleščečo barvo, ki jo bomo pa mičken kasneje razkrili. Nam lepo doziraš ti tele svoje skrivnosti. Mal po mal. Vse prav. Naša oddaja se je šele začela, tako da še bo zanimivo. Mogoče pokaževa še to pigmentacijo, ki je torej pomembna, če recimo kakšno od teh senčk malo naneseva tudi na samo roko. Bomo pokazala tole ta temno, ne? Ja. Leto. In v bistvu res lahko intenziteto sam doziraš, a hočeš, da je bolj pigmentirano, manj pigmentirano. In kako se hitro zabriše, leto. Ja, tudi ti si se igrala z mehkimi zabrisanimi linijami na našem modelu. Povej mi, po prvem koraku, torej ko začrtamo ta obris, a ne, kako potem nadaljujemo, da dobimo ta tvoj cat eye učinek? Potem se rada lotim zabrisovanja oziroma blendanja, ker sem prepričana, da gledalci tudi dobro poznajo ta izraz. Se pravi, s takim večjim, bolj fluffy čopičem nežno pritiskam na veko. In v bistvu je pritisk ful pomemben tukaj, zato ker če lažje pritiskamo na kožo, v bistvu lahko res lepo doziramo tudi ta blending, a ne. Tukaj sem pa uporabila manjši čopič in nanesla ta temno rjavo senčko ob trepalnice in v ta zunanji shape, ne. Zato da res lahko, ko odpre oči, dobimo ta sexy cat eye look. Wow. No, bova se še tudi danes dotaknili samih tehnik nanašanja, ki so zelo pomembne, torej super je, osnova je nekako, da poznamo
postopek, da imamo vrhunske produkte, ki nas pri tem podpirajo, nekaj pa tudi sama tehnika oziroma različni tipi nanosa, tudi do tega še prideva, ampak torej po nanosu senčk, zdaj verjetno sledi pa nanos podlage. Tako je. Obarvani serum True Match Nude, 3-4 Light Medium, zdaj mi smo pač uporabili ta odtenek, seveda vse te ugodnosti 40-kratne točke veljajo na vse odtenke tega obarvanega seruma, tako da kar pogumno seveda izberite tisto, ki vam najbolj ustreza. Ti sicer rada uporabljaš to podlago, jo poznaš že prej? Ja, poznam in jo obožujem, ne samo da je v mojem predalu doma in da si skozi nanašam, ga imam tudi v svojem make-up kitu. Fantastično. Ful mi je všeč, lahka podlaga, glowy podlaga, lahko daješ gor, kakorkoli želiš, prekrivnosti z različnimi tehnikami, ki jih bomo tudi pol videli. Zdaj pri podlagi že dolgo časa ne govorimo več samo o tem, da mora biti prekrivna, da nam mora seveda ustrezati na tip naše kože in obraza, ampak govorimo tudi o tem, da je čim bolj hranljiva za našo kožo. Zdaj mogoče tukaj poveva, da vsebuje tudi hialuronsko kislino in je odlična izbira za vse, ki si želite še dodatnega vlaženja vaše kože, kar vemo, da je v teh zimskih mesecih več kot zaželjeno. Poleg tega bi pa izpostavila še samo priročnost, pa verjetno se boš strinjala z mano, Res je. P5, odlična zadeva, zato ker lahko nanesemo točno toliko produkta, kot želimo, ne preveč, ne premalo. Tako. In to je res fantastično. Poleg tega pa mogoče pokaževa tudi samo prekrivnost izdelka. Tale odtenek je absolutno presveto sicer zame, Ja, mičken presvetu, ampak nič hudega, ker v bistvu tudi, ko mi to zblendamo, se toliko lepo, L'Oreal velikrat pri svojih podlagah ima te pigmente, ki se ful lepo prilagodijo vsakmu tenu kože in leto, kako je glowy. Ja, res je. V bistvu je res... Zdrav lesk. Tako, točno to. Bi rekla, da je to na nek način tudi trend letošnje jeseni? Ja, bi rekla, mislim, da se v bistvu res odmikamo počasi od mat težkih podlag, seveda trendi, tako bom rekla, vsak naj nanaša tisto, kar mu je absolutno všeč in tisto, kar je njemu najboljša. Mislim pa, da gremo počasi stran od teh težkih podlag in v nekaj lahkega, manj prikrivnega, nekaj malo bolj fleksibilnega, bom rekla. Odlično. Se trendi spreminjajo tudi pri uporabi orodij za nanašanje ličil, kaj recimo je trenutno trend pri nanašanju podlage, ker zdaj v zadnjem času smo videli, da veliko ljudi tudi z gobico nanaša, eni se držijo čopičev, eni to delajo še vedno s prsti. Ja, v bistvu tako bom rekla, odvisno je, kaj želimo pri podlagi. Jaz ful rada uporabljam čopič, ker lahko v bistvu prekrivnost ful dobro kontroliram. Se pravi, s tapkanjem in s takim gostim čopičem lahko dobimo ful večjo prekrivnost. Medtem ko z gobico manjšo prekrivnost, zato ker upije zelo veliko produkta. Tako da tukaj tapkam in seveda ne smemo pozabiti tudi na vrat, ki je zelo pomemben. S tapkanjem mislim, da je to meni najljubša tehnika, ker res lahko lepo nanesem in zblendam sam produkt. Omenila si tudi finish, se pravi ta zaključni videz tekoče podlage. Kakšen je v trendu to jesen? Jaz bi rekla naraven, zelo tak naraven, sijoč, lesk, tako. Ne preveč, to se pravi, seveda, zdaj, če so nepravilnosti prisotne na obrazu, je želja po prikrivnosti že naravno nekoliko večja, to je treba povedati. Če je pa koža sama po sebi čista, lepa, negovana tudi v tej smeri, pa si absolutno lahko privoščimo manj nanašanja produkta na sam obraz. Res je. In v bistvu jaz tapkam tam, kjer želim večjo prekrivnost, tam, kjer pa vidim, da v bistvu sploh ni potrebe, lepo samo poswipam s čopičem, bom rekla, nežno in v bistvu dajmo sam tam, kjer res rabimo. Torej, zdaj, če strniva, če želimo večjo prikrivnost, potem tapkamo to se pravi, ali z gobico ali pa s čopičem, gre za tehniko tapkanja. Če pa želimo, da se dejansko mogoče sama podlaga malo bolj zlije z našo kožo, da ni tako zelo vidna na obrazu, pa lahko torej si nanašamo ali s čopičem ali pa z gobico, pa da potegnemo. To se pravi, da so te nekako gibi. Točno. Dobro. Zdaj mislim, da nekako vse razumemo, vsaj jaz sem zdaj nekako dojela, kaj si hotela povedati. Ker podlaga je zelo pomembna. Pravijo, da pač
če podlaga ne štima, je to verjetno tudi prva stvar, ki izbode v oči. Res je. Tudi če ni dobro zblendan, če je odtenek, se zelo hitro opazi, tako da mislim, to je nekako osnova dobrega make-upa. Zdaj, jaz nisem vedela, da bi ti kakšen korektor uporabila. Ne, sem pa uporabila manjši čopič, isti produkt, se pravi L'Orealov serum puder, in sem nanesla v bistvu, tam, kjer korektor načeloma bi lahko šel, se pravi pod učke, okoli nosa, tam, kjer se velikrat nabira ta rdečica, in pa seveda v bistvu s tem čopičem lahko tudi mičkan poswipamo takole na gor, kot sem šla, pod senčilom, pod to linijo in jo naredimo še bolj vidno, da vidimo ta cat eye look. Ampak mislim, da je to res najboljša tehnika, če slučajno nimamo korektorja pri roki ali pa če ga ne uporabljamo. Mislim, tudi super je, ker smo zdaj dejansko videli, da nam lahko neka dobra podlaga nadomesti s pravilnim nanosom tudi korektor. Tako da to je absolutno dobra informacija in hvala lepa za njo. Seveda vi ne pozabite aktivirati vaših kuponov, ki vas že čakajo v kupon centru. Tudi ta podlaga, ki smo jo zdaj predstavljali, seveda v vseh odtenkih, možna po 40-kratnih točkah, tako da kar pogumno, in pa seveda spremljajte tudi levi zgornji kot naše aplikacije, kjer vam ves čas našega pogovora prikazujemo izdelke, o katerih govorimo. V nadaljevanju se bova lotili tekočega rdečila za ustnice. Pout Tint Matte About Mauve. Mauve, tako je. Evo, sej bo šlo. Sej bomo. Odlično. Bomo skupaj do konca oddaje se naučili tudi to lepo izgovorjavo. Vem pa, da so to res produkti, ki jih ti uporabljaš in poznaš, kar se vidi tudi pri samem poimenovanju. Mogoče še to, vem, da stremiš k temu, da če se le da uporabiš čim manj izdelkov, oziroma kakšnega celo večkrat uporabiš za različne stvari. Zakaj sem zdaj to poudarila? Zato, ker si tako naredila tudi s tekočim rdečilom za ustnice, ki ga bomo danes predstavili kot tretji izdelek. Torej, tekstura je ekstremno lahka. Ful lahka, prekrivna, je pa tudi tint, kar pomeni, da tudi če bomo kaj jedli, bo še zmeri gor. Ne bo se, tako kot naprimer šminke, ki se kar hitro zabrišejo dol, Tako da mislim, da je tudi zelo pigmentirana in lahka tekstura. No, pigmentacijo bova seveda zdaj kar preverili, da preidemo od besed k dejanjem. Takole bi človek rekel, da je zelo, zelo pigmentirana. Zelo, pa v bistvu tudi odtenk je ful fajn, zato ker je v bistvu zelo lepa roza, mičkan bolj hladen podton in mislim, da se lahko z doziranjem nadzira tudi sama pigmentacija. Fantastično. Je pa rdečilo sijoče, videli ste tudi tale aplikator, zelo priročen. Sem imela kakšne težave z nanašanjem? Ne, jaz imam najraje te malo širše, velike aplikatorje, ker v bistvu ful hiter površino lahko prekriješ. Torej, pigmentiranje je pa tudi, bova rekli, več kot zadovoljivo. Ja, res je. To sploh potem pride prav, ker vemo, da ljudje tudi vmes popijemo, pojemo, to je zelo nekako naravno in radi imamo obstojna rdečila. Prej sem že omenila, ti si tekoče rdečilo uporabila na dva načina. Kako najprej? Najprej sem ga uporabila kot rdečilo. Najprej kot rdečilo. Se pravi, kaj sem naredila? Nanesla sem ga na svojo roko, ga mičkan zabrisala s čopičem in potem nanesla na kožo. In kakor boste videli potem v posnetku, koža bo res lepa, sijoča. In to je to, kar hočemo v bistvu, Da tisti žmohten pridih, tisto pikico na i, sploh pa se mi zdi, da kadar uporabljamo isto rdečilo tako na ustih, kot tudi na ličkah, dosežemo en ta povezan izgled. Jaz bi mogoče samo pokazala, ne vem, če se bo videlo, jaz sem zdaj recimo to rdečilo poskušala odstraniti z osvežilnim robčkom, sem kar dobro podrgnila, ampak se še vedno vidi, tako odtis. Uporabila sem pa tale robček, torej vlažilni robček in če se tako dobro obnese tudi na ustih, kar verjetno se. Kar absolutno se, zato imamo radi tinte. Tako je. No, recimo tukaj vidimo, kako si torej iz roke potem nanesla na lička, oziroma našemu modelu. Tako. Klara Eva je kar takoj da barvo, svežino koži. Na drugi strani sem pa uporabila tudi svoje prste, za tiste, ki v bistvu nimate čopičev, ne uporabljate čopičev, so vam v bistvu prsti bližje in vidimo tudi razliko v pigmentaciji. Tam, kjer sem uporabila čopič, je definitivno večja pigmentiranost, tam, kjer sem pa prste, je pa bolj naravno, bolj subtilno.
za tiste, ki jim pač je to všeč. Ne? Tako, ali pa spet odvisno od priložnosti. Včasih želimo lička bolj poudariti, včasih pa želimo samo narediti, si dati malo barve v obraz, jaz tem rečem. In jaz mislim, da je to res nepogrešljiv korak. Nikoli tega ne preskočim, ne na sebi, ne na strankah, ker res doda svežino. Obljubila si nam tudi, da nam boš dala kakšen trik, in zdaj bi jaz prosila za enega kar tako zelo eksaktnega. Zanima me recimo, če obstaja kakšna tehnika, kako nanesti tekoče rdečilo, da so naše ustnice videti še bolj polne, da dobijo tisti žmohten volumen, da so sočne. Imam en ful dober trik. Dej. In sicer uporabiš manjši čopič, okrogle oblike, ga lepo potapkaš v ta naš tint in naneseš nežno na ta zunanji rob usence, na zgornji rob usence v bistvu in že tako se vidi, koliko lepo pride pač ta oblika do izraza, in se lahko lepo nežno zabriše za ta vsakdanji look in pa s tem velikim aplikatorjem in tako zelo hiter lahko tudi nanesemo na celotno površino usnc in pač leto. So juicy, tako sočno in lepa oblika. Ker težko sem umaknila zdaj oči od našega modela, te moram pa vendarle vprašati, pri tem videzu, ki ga ustvarjaš danes, a moram biti nekaj še posebej pozorni? Kako ga kombiniramo recimo s šminko? Je kakšno pravilo? Mislim, tako bom rekla, če se želimo držati naravnega videza, je fajn, da se držimo tega pravila. Če bomo poudarili lučke, dajmo na usnice nekaj nežnega, nekaj manj upadljivega, zato da res oči pa pridejo do izraza. Tako. Torej, to pravilo še vedno velja? Ja, seveda. A so pa tudi priložnosti, za katere bi pa rekla, več je več? Absolutno, absolutno. Naprimer, ko gremo ven, ko gremo žura decembra, ko so žurke decembra, mislim, da takrat lahko si privoščimo in več z šminko, lahko damo kakšno močno šminko, udarno, da se počutimo res seksi, lahko pa to naredimo na očeh. Wow, super. Jaz se že veselim, da bomo torej vse te luke poizkusile na takšen ali drugačen način, seveda s čepcem svojega osebnega pridiha, ker to je tisto, kar na koncu da še tisto zadnjo piko na i. Preden nadaljujeva s predstavitvijo najinega 4. izdelka, bi pa jaz rada spomnila najprej seveda na 40-kratne točke, v kupon centru pa vas čaka še en kupon, ki ga lahko izkoristite do 3. novembra, gre pa za 15-kratne točke na vsa ličila, ki veljajo v okviru dnevov lepote in še ena lepa priložnost, da se prihrani kakšen evro ali pa da se mogoče preizkusi kakšen produkt, ki si ga že dolgo časa želimo kupiti, pa čakamo na tisto pravo priložnost, mogoče kakšno znižanje. No, zdaj imate kar nekaj res lepih možnosti za to, da to storite. Poleg tega so pa midve že prej klepetali. Pravzaprav vsi izdelki, ki jih danes predstavljava, so tudi zelo lepo darilo. Res je. Tisti najbolj organizirani mogoče že nakupujete za kakšna decembrska darila. Ja, da pridni začnejo bojda že septembra, jaz nisem med njimi, ampak bi bilo pa dobro, da bi kdaj to taktiko ubrala in si recimo naredila kakšen decembr malo bolj miren. Res je. Brez stresa, zakaj pa ne že zdaj? Tako je. Jaz ti moram povedati iskreno, Nina, jaz sem tebe sicer takole malo pogledala, sem te po Instagramu pa tako, ampak ko smo se danes tukaj ulovili, spoznali tudi osebno in v živo, sva zelo hitro ugotovili, da imava nekaj kar takih močnih skupnih točk. Med njimi je tudi naslednji izdelek, maskara Lash Sensational Sky High Very Black. Yes, jaz moram priznati, da Maybelline nasploh, jaz sem nora na njihove maskare, zato ker so pigmentirane, ful mi je všeč tele njihove krtačke, so zelo fleksibilne, hitro lahko prideš noter tam, kjer moraš, pa tudi ne puščajo tistih sledi pa odtisov. Tako. Zdaj, mogoče jaz bi tudi izpostavila točno to, tudi meni je zaradi tega všeč, ker je zelo gibljiva tale krtačka, predvsem pa tako je oblikovana, da lahko dosežete tako ta čist notranji kotiček pri očeh, oziroma, če delamo ta cat eye look, si lahko tudi v bistvu s to krtačko zelo fajn pomagamo, ker je, kot je že rekla, gibljiva in doseže čist vse kotičke, tako da upogljiva silikonska krtačka je res zakon. Zdaj mi pa povej, kako jo torej pravilno uporabimo to maskaro za cat eye učinek. Kaj si ti naredila danes? Jaz ful rada uporabim maskaro na zunanjemu delu. Torej samo tukaj, v kotičkih? Samo v bistvu tam, zato da res posnamemo ta zunanji V-shape in tako kot vidite, cik-cak sem uporabila tehniko.
Toliko mi je všeč na spodnjih trepalnicah, ker je toliko tanka in mehna krtačka, da v bistvu res lahko prideš čist blizu in zelo natančno naneseš. Sam tam, kjer želiš, naprimer tukaj le, se prav vidi, kako je lepo oblikoval oči. Ja, ne, včasih so za ta efekt tvigi pod očmi uporabljale pinceto, ne, da so jih lahko te spodnje trepalnice tako nekako zlimali skupaj, ampak no, zdaj s pomočjo te krtačke to sploh ni potrebno. No, tukaj recimo vidimo to krtačko še enkrat, mogoče malo bolj od blizu, da si lahko predstavljamo, kaj tako zelo hvaliva, ampak tisti, ki jo že uporabljate, veste, o čem govoriva, tisti, ki jo pa še ne, imate pa res zdaj lepo priložnost, da jo preizkusite in to kar s pomočjo 40-kratnih točk. Zdaj, čisto življenjska situacija pa je, ne, da se nam vseeno maskara kdaj razmaže, a ne, da pač ne gre vedno samo tam, kjer bi morala iti, ampak da je še kakšen odtis, ki je na koži, ne. Daj nam povej kakšen trik, kako potem to obrisati, da ne zbrišemo še vsega tega lepega make-upa, ki nam je pa sicer všeč, ne? Ja, mislim, jaz sem kar nerodna, bom rekla, moje roke kar bežijo, tako da se zelo hitro umažem. Napaka, ki jo velikokrat naredimo, je, da takoj gremo brisati. Takoj, ko si naredimo tisto napakco, takoj gremo brisati s tistimi, palčkami, baby palčkami, ja. Najhujša stvar ever. Pustimo, da se posuši, se vrnemo nazaj, vzamemo tisto maskaro ali pa ščetkico, ki imamo na koncu barvic ali pa karkoli in sam popraskaš stran in s tem ne poškoduješ v bistvu nič od make-upa, od senčila, ne? Ker naprimer s tisto pa hitro razmažemo, no? In v bistvu gre res povsod pol, ne? To se pravi, tukaj se dejansko ne mudi tako zelo, kot imaš občutek, ne, ko se ti zgodi neka nesreča z maskaro, ampak je dejansko bolje, torej, da se maskara najprej posuši in ukrepamo potem, da se ne maže še na druge predele. Tako. Dobro, to si res velja zapomniti. Kaj pa recimo potem svetuješ, ko pa maskaro želimo vendarle odstraniti, ker vemo, ne, pri nepravilnem odstranjevanju maskare lahko dejansko človek poškoduje tudi svoje trepalnice, tega pa nihče ne želi. Res je. Jaz ful rada uporabljam oljna čistila, se pravi, lahko daš na vatko oljno čistilo, naneseš, pustiš še par sekundic, samo zato, da raztopi res to maskaro, sploh če je vodoodporna, ne? In potem nežno obrišeš in spereš s toplo vodo, ker v bistvu tudi dlačice so res občutljive in hitro se zlomijo, pa ful dolg rabi, da zrastejo nazaj, ne? Sej zato, tako da po toči zvoniti je prepozno, velja si zapomniti, torej, a ne, sploh če se uporablja vodoodporna maskara, takrat se sploh verjetno svetuje torej čistilo na osnovi olja, a ne? Odlično, midve pa sva že pri najinem zadnjem izdelku danes. Ja, katerega jaz enostavno obožujem in moje stranke ga tudi dobro poznajo. Ekola, sprej za fiksiranje ličil Infallible 3-second Settings Mist. Najprej bova podupali. Ja, deva. Ful je tak nežen, neinvaziven von, v bistvu tudi, ko ga pošpricaš, v 3 sekundah ga ne čutiš več. Zdaj, začeli sva mogoče ne pri vonju, ne pri sami uporabnosti, ki je tukaj absolutno bistvena. Govoriva seveda o fiksiranju lepega make-upa, ki smo ga naredili in ga želimo nositi cel dan, mogoče še celo noč, pa bo pač tempo dneva preveč naporen, da bi imeli čas za neke popravke. Takrat torej je več kot dobrodošel sprej za fiksiranje. Je tako? Je tako. In mislim, da s tem v bistvu s tem ekstra korakom, ki nam res ne vzame veliko, vzame 20 sekund, v bistvu prešparamo čez dan s časom, ker si ne rabimo materati, popravljati make-upa, ne? In v bistvu je res fajn, da ga imamo, da imamo ta ekstra step v naši rutini. Zdaj vam mogoče res malo bolj konkretno opisati za tiste, ki se še niso srečale s tem produktom, kako torej uporabimo sprej za fiksiranje ličil. Kako si ga ti danes uporabila? Jaz sem ga uporabila s tem, da sem ga odmaknila 20 do 30 cm stran od obraza in sem rekla lepo Klari Evi, na 3-4 zdaj zadrži dih, zapri učke, ne dihi in pošpricaš lepo po celem obrazu, tudi seveda po očeh, a ne, zato da res to, kar smo danes naredili, zaklene not in se ne premakne. Torej, je res to, da če se pač pošpricamo s tem fiksatorjem, da potem pač se ne rabimo popravljati čez dan? Kako? To res drži? To res drži. Jaz imam masno kožo in vem, kako je, ker si moraš konstantno popravljati in moram priznati, da sem dost lena, ker tudi čez dan nimam časa, tako da meni res pomaga to, ker je tudi vodoodporen, tako da tudi če bo kakšno solzico potočimo, bo on še zmer skrbel. Tudi primeren je za vsakodnevno uporabo, tako da če pač ima kdo te potrebe oziroma si res želi, da pač ima vedno
tako popolno urejen videz, ni problem, če se ga uporablja tudi vsak dan, je pa tudi res zelo tak kompakten, velikost je primerna za čisto vsako torbico za napotovanje, skratka, ni izgovora, da ne bi tole postal must have izdelek v naši torbici, tudi samo pršenje, zdaj ne vem, upam, da se vidi. Ful dobro, ful lahkotno, mikrokapljice, tako res ne čutiš sploh. sploh. Hkrati pa je pomembno, da se dovolj oddaljimo od obraza. To pa je zelo ključnega pomena. Tukaj pa gre lahko narobe nekaj, če se torej ne držimo tega, koliko, 20-30 cm, nekaj takega. Tam nekje, ja. Zato je, ker v bistvu, če preblizu pošprica, se zna zgodi, da si pošprica sam čelo in mogoče s tem tudi vpliva na make-up, tako da dajmo raj 30 cm je za zihar. Zihar je pa zihar. Ja. Zdaj, mi smo danes že vmes po korakih, tako kot sem obljubila že na začetku, videli, kako se ti ustvarjala, gradila ta cat eye look. Zdaj pa mislim, da je čas, da si pogledamo še končni izdelek, da vidimo ta hit letošnje jeseni, tisto, za kar smo pravzaprav danes vsi prikovani na ekranih in čakamo torej na ta končni look, ki je absolutno, jaz mislim, da navdušil tako našo modelko in navdušuje tudi nas, meni všeč ta glow. Glowy koža, res tak naraven look, pa v bistvu tudi Klarijevi je bilo ful všeč, kar mislim, da se tudi zelo vidi, ker žari. Tako da mislim, da je to nekaj, kar je lahko za vsak dan ful primerno za vsako osebo. Se pravi, je primeren za vse, bi lahko rekli. Ja, definitivno. Kar se tiče samih barv, v tej paletki je res veliko podtonov različnih, od svetlih barv do temnih barv in mislim, da se lahko vsaka odloči glede na intenziteto, ki jo želi in seveda pač katere barve so njej najbližje. Kako pa bi recimo mi iz tega dnevnega videza na hitro poustvarili še večerni make-up look? V bistvu samo v 2 korakih. V samo 2 korakih? V samo 2 korakih. Povej nam več. Vzamemo lepo temno rjavo senčko, ki smo jo prej že mičken uporabili in mehen tanek čopič in nanesemo spet na ta zunanji ve, ki se ga v bistvu držimo že cel tutorial, in lepo nežno zabrišemo, jaz sem dodala tudi na spodnjo stran učka, za ta res sexy cat eye in za intenziteto in v bistvu dodala še tiste bleščice od prej, o katerih smo se pogovarjala, zato da res lepo odpre oko in se mičken bolj pošajna pod lučjo, sploh če gremo ven žurat. Wow, ne moram verjeti, mislim, predvsem mi je všeč ta hitrost in učinkovitost, no pa tudi nasmeh našega modela, mislim, da pove več kot 1000 besed. Samo še enkrat mi pokaži, za nadgradnjo sva uporabili torej, tako, ta svetleče je bel odtenek in pa še temnejšega rjavega, sva rekli. Ja, kako se lepo šajna. Jaz res obožujem te barve, ker so res univerzalne v bistvu, in mislim, da lahko, glede na to, da imamo kar 4 svetleče odtenke, lahko en zihar nekomu paše. Ja, jaz mislim, da je res taka univerzalna senčka, ki bo poskrbela za čisto vsak okus. Res je. Upam, da so tudi mi do danes poskrbeli vsaj za večino okusa, ki ga imajo naše DM-ovke in DM-ovci. Jaz sem zelo uživala v pogovoru s tabo. Moram priznati, ker veliko poslušamo o teh temah prav zaradi oddaje DM Live, ampak tudi danes sem se naučila marsikaj novega, predvsem pa sem zelo navdušena nad tem svežim videzom, ki sva ga ustvarili in tudi če za koga mogoče jesen ni ravno najljubši letni čas, pa mogoče prav zaradi letošnjih jesenskih trendov ličenja, kdo vzljubi tudi jesenski letni čas. Res je, se čistrinjam, v užitek mi je bilo danes biti tukaj s tabo in spet, kakor vidimo, Klara Eva, kako ji lepo paše tale healthy look in mislim, da lahko vsaka samo s temi 5 produkti nadgradi svojo make-up torbico. Tako je in še enkrat spomnim, do nedelje imate vse te produkte možnost dobiti tudi s pomočjo 40-kratnih točk, ker so res lepe ugodnosti. Poleg tega pa držim pesti tudi za vse tiste, ki ste bili torej danes z nami in ste avtomatsko tudi v naši nagradni igri. Nekje v četrtek bodo na spletni strani DM objavljeni nagrajenci, ki bodo dobili lepe nagrade, sestavljene iz danes predstavljenih produktov, tako da lepo in hvala lepa vsem tistim, ki ste nas spremljali, hvala za vaš čas, hvala lepa tudi tebi, draga Nina, lepo sva se imeli, verjamem. Zelo mi je bilo užitek, tako da hvala, da sem lahko bila danes z vami. Hvala. Upam, da se kmalu spet vidimo, mi pa absolutno čez 14 dni, torej po krompirjevih počitnicah. Če smo se danes posvečali trendom jesenskega ličenja, bomo naslednjič kakšno rekli tudi o naših laseh.
Tako da ne zamudite, gledamo se torej čez 14 dni v aplikaciji Moj DM, do takrat pa vse lepo in dobro, srečno.